Spregovori predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin. Spoštovani vsi navzoči, lepa hvala za vabilo in lep pozdrav od Nove slovenske zaveze. Ko so ustanovitelji zaveze začenjali svoje delo leta 1990 in 1991, je bila pred njimi prva skrb, prva naloga, da zberejo imena tistih, ki so bili pobiti, tistih, ki so se jih spominjali in ki so sami zase, ti naši prvi člani zaveze, vedeli, da so jim je bilo življenje ohranjeno, darovano za to, da ohranijo in zberejo podatke in pričevanje o tistih, ki so bili pomorjeni. Napravili so seznam, tiskano knjigo žrtev, farne spominske plošče, katerega prvi del je izšel še pred letom 2000 in takrat so v tem seznamu evidentirali iz župnije Borovnica najmanj 110 žrtev. Od takrat do danes so prišli še novi podatki, da veseli nas, da nobeden od teh 110, od podatkov za 110 žrtev ni bil razveljavljen. Vsi so ohranili svojo pravilno veljavo. Od teh velika večina, 94, je bila pobita v pomorih po vojni. V teh povojnih žrtvah je bilo 10 civilistov in 84 domobrancev iz Borovnice, članov Slovenske narodne vojske. Izginili so v Kočevskem rogu, na Hrastniškem hribu, morda v Hudi jami ali na mnogih drugih krajih, isti napadli in jim zadali smrtne strele. Ubogi Vičičevi, ubogi Lončarjevi, med njimi posebej mladi dekleti, ki bi lahko postali materi in središče nove družine. Kako je mogoče dvigniti roko nad bitje, ki je tako polno prihodnosti? In še prej, 17. aprila 1942, so umorili podobarja Jožefa Mihelčiča in ženo Ivano. Za njima je ostalo 7 nepreskrbljenih otrok, 7 sirot samih na svetu. In potem v maju so umorili oglarja Rafaela Hvalo in njegovo ženo, samo zato, ker sta oglarila v gozdu in so ju obdolžili, da ovajata Italijanom. In potem 4 fantje, zajeti iz vlaka na Verdu, ki so se izjavili, da ne gredo v partizane in so jih zato pobili. Ali katero srce zmore obseči smrtno stisko teh pobitih in stisko sirot, ki so ostale čisto same na svetu? Da, obstaja neki način, kako se njihovega bitja lahko dotaknemo. Namreč ti pokojni vabijo k temu prav naše srce. Vabijo nas, naj jih ne pozabimo. To, da jih ne pozabimo, konkretno pomeni, da se v svojem vsakdanjiku, v svojih težavah in preizkušnjah spomnimo na njih, ki so prestali neprimerljivo hujšo stisko in smrtno preizkušnjo. In da začutimo, da ob misli na njih zmoremo napraviti neki svoj majhen korak, premagati neko svojo majhno težavo. Iti naprej, ker so oni, naši mučeni in pobiti, napravili mnogo večji korak. Korak od smrtne bolečine k Bogu. Ta njihov korak nam lahko nudi navdih in elan. Zato je potrebno le, da se jih res
spominjamo. Če se jih bomo tako spominjali, si bomo s tem osvojili, namreč zase osvojili, ker je to čisto osebno dejanje, si bomo osvojili svetav smisel, ki se skriva v gmoti gorja slovenske zgodovine. In mislim, da je to naša naloga, da si ta svetav smisel iz te temne gmote osvojimo. Da mislimo na njihove poslednje trenutke, na njihovo umiranje v jamah in jaških. In nemogoče je, da bi ob teh mislih ne občutili bogatih možnosti, ki jih imamo v svojem življenju za to, kar je res in kar je prav. Ta njihov navdih nam je zelo potreben že zdaj in še bolj nam bo v prihodnje, saj prihajajo težki časi in so deloma že tu. Tega ne bom zdaj razpredal, toda danes vlada v glavah mnogih popolna moralna zmeda. Naši pokojni pa so v svojem času, ko je bilo tudi veliko zmede, ohranili jasno zavest o tem, kaj je res in kaj je prav. Takrat so, kot bi rekel Dostojevski, zagospodarili besi, demoni. Naši pokojni tem besom pod nobenim pogojem niso hoteli predati svoje pameti, svojih src in življenj. Zato jih je zadelo najhujše. Besi imajo danes drugo, bolj prijazno podobo. Pod parolo človekovih pravic besi danes prinašajo radikalen upor proti stvarniku človeka, zlasti s širjenjem abortusa, z evtanazijo in posebej s tem, da mladim pravijo, otrokom pravijo, da njihova spolna identiteta ni podana s telesom, se pravi s tem, da se rodiš kot fant ali kot punca, marveč naj si jo, v narekovajih, kot pravijo, izberejo in iznakazijo svoje telo s tem, čemur pravijo sprememba spola. Kakor se naši pokojni nikakor niso hoteli podrediti besom svojega časa, tako se tudi mi ne smemo. Zato se jih moramo spominjati. Če bomo mislili na njihove zadnje trenutke, ko se je vsa njihova mlada prihodnost na tem svetu končala, bomo našli moči tudi za svojo prihodnost. Ko na stari fotografiji gledamo na smeh deklice Ivke Vičič, gledamo na smeh tega obličja na ozadju presežne dobrote, ki je to bitje ustvarila. Motrimo pa jo tudi na ozadju krute smrti, skozi katero je šla. In tedaj si rečemo, nikoli več ne smem obupovati, nikoli ne smem izgubiti vere v dobro. Hvala.